Te dni teče razprava predvsem o tem, ali živimo v pravni državi ali ne. Jaz sem v zadnjih dneh zasledil samo 3 glavne akterje slovenske politike, 3 odgovorne osebe v slovenski politiki, ki eksplicitno trdijo, da živimo v pravni državi. To je bila na eni strani ministrica za notranje zadeve gospa Kresalova, sledil ji je minister za pravosodje gospod Zalar in tudi predsednik države se je na to temo oglasil in trdi, da živimo v pravni državi in urejeni državi. Več ali manj pa mnogi znani Slovenci, tako ekonomisti kot pravniki in nenazadnje nekdanji dekan pravne fakultete, tudi trenutni predsednik sodnega sveta, dr. Miro Cerar, opozarjajo, in to realno opozarjajo, da v tej državi na nek način vendarle veljajo dvojna merila. Ena merila za tiste, ki so bolj revni, ki nimajo denarja, če bi temu tako rekli, in ena merila za tiste vplivne posameznike, ki si lahko tako rekoč pravico tudi kupijo. V opoziciji smo seveda precej ostrejši. Trdimo, da obstaja mnogo primerov in mnogo dokazov za to, da ne živimo v pravni državi, da ne živimo v državi, ki bi na enak način, z enakimi kriteriji, z enako hitrostjo odločala v sodnih postopkih. Pravzaprav, če povem še enostavneje, rekel bi, da je pravna država v tem trenutku tako bolana, da lahko rečemo, da ima raka. Gospod Zalar pa hodi naokoli kot nekakšen uvožen zdravnik s ponarejeno diplomo in tej pravni državi nudi aspirin. Hkrati pa ji govori, sej si v dobri kondiciji. Bojim se, da bo potrebno na plenarni seji državnega zbora, kot nekem konziliju, če želite, vendarle reči, kako je realno stanje, to pa je, da je pravna država tako hudo bolana, da je potrebna hude operacije.